Galadriel je v luknjast koš položila posodico s 70-odstotnim alkoholom, ga prižgala in koš zavrtela. Kaj je povzročilo, da je nastal plamen v obliki tornada? A. 70-odstotni alkohol, B. kisik, C. endotermna reakcija ali D. toplota. Kaj od tega torej povzroči, da nastane ognjeni tornado? Brez prišepetovanja publiki. Če se je iztekel vijoličasti, menijo, da je to B, rumeni pa, da je to C. Kličem Galadriel in seveda gasilce, sicer znamo čarati, ampak ničesar ne prepuščamo naključju. V sodelovanju vabim najmodrejšega čarovnika celičnega sveta Gandalfa in najbolj čistosrčnega hobita Froda. Tako kot vi smo tudi mi skupaj močnejši. Ustvariti moramo namreč ognjeno spiralo znanja, ki bo v neskončnost razsvetljevala naš in nam dajala pogum tudi, ko bo nastopila tema. Vse, kar se moramo odločiti, je, kaj bomo naredili s časom, ki nam je bil podarjen. Vse to smo se že, naredili bomo ognjeno spiralo. Ja, vem, ampak sem moral povedati ta slavni citat. No, ne prepirajte se, jaz bom vrgel prstan neznanja kar v ogenj, prav? Ampak še prej moramo ogenj zanetiti, ne? Smrt je samo druga pot. Okej, preden Gandalf pove vse citate iz filma, začnimo. Nujni pripomočki za ognjeno spiralo so star gramofon, ki ga k sreči nihče več ne uporablja, gramofonska plošča, na katero je postavljen koš in 70-odstotni alkohol, ki je v majhni posodici. Kaj se dogaja? Prihajajo temni časi. Ogenj je treba prižgati čim prej, takole. In zagorel je, sedaj pa naj se ognjena spirala znanja začne vrteti v neskončnost. Pri vseh najdaljših bradah naj gori! In naj se prstan neznanja zavedno izniči. Nastal je čudovit ognjeni tornado, ker smo združili moči in ker ima tale koš luknjice, skozi katere je vstopil kisik. Gorenje ni endotermna, ampak eksotermna reakcija. 70-odstotni alkohol sam po sebi ne povzroča plamena v obliki tornada, toplota pa je stranski produkt gorenja, zato je pravilen odgovor B! Kar pomeni, da so pravilno odgovorili vijolični. Čestitke!